glava ti govori, da imaš vse, pač imam svojo firmo, to sem hotel, imam, svobodo, noben mi ne govori, kdaj moram delati, kaj moram delati. Ampak začel sem se pa počutiti, kot da nekaj ni čisto okej. Ni bilo polnega driva. Borut Jeglič. To je pot naprej, sploh v korporacijah, pač ti napreduješ, na neki točki boš postal vodja. To je neizogibno, če ti hočeš napredovati, ne? In pač zafilaš to vlogo in jo delaš boljš. In vsakič, ko delaš to tranzicijo in ne prineseš sebe zraven, je pač en majhen košček tega, kar razpade. In na koncu ti ugotoviš, da si v bistvu v zadnjih 15-20 let gradil sanje nekoga drugega, pa filal neke vloge, ki so pač bile narejene in si se ti prilagodil, mal morfov, da si pasal v njih, si pa zgubil sebe skozi to. Ko se ti odpreš, to povab druge, da se ti bojo odprli. To je magic odnosa. Ti nikoli ne bi tega rekel, če ne bi imel feelinga, da bom jaz to sprejel, pa da ne bi imel confidenca v ta community, ki si ga zgradil, da zna to shandlati, pa da si safe v tem. Da te male impulze, ki jih vsi dobimo, za neke male stvari, ki jih lahko naredimo za druge, brez pričakovanja, da je zdaj to okej, zdaj pa, ki sem jaz zate to naredil, boš pa ti nekaj zame nazaj. Just do it. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Štarti takrat, ko sva se midva spoznala. Okay. Torej, takrat ste bili še, ti si delal takrat še pri Eat to Grow, po moje. To je bil Eat to Grow, Ujemi znanje, ja. 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 Daj mi povej zdaj, kaj se je od tiste točke naprej dogajalo in kje si zdaj? Ok. To je že kar nekaj let nazaj. Ja. Takrat smo imeli v bistvu dve zgodbi, ne? Se pravi, ena je bila Ujemi znanje, ki je bila kot neka svetovalna coaching firma, v okviru katerega smo delali, pa je bila pa Eat to Grow kot metodološka veja tega, kjer smo porazvijali metodologijo pa software, ki je podpiral to. Na neki točki smo mi te dve zgodbe ločili, se pravi, smo šli posebej svetovalna firma, pač tudi ločene ekipe, ločeno vse, ker smo ugotovili, da v bistvu ful je težko furati svetovanje, pa pol nek software, pa metodologijo, ker je čist različna biznisa sta in smo videli, da smo tukaj ful straglali v resnici. Tako da jaz sem pol v bistvu šel back to the roots, recimo, ne, to svetovalno firmo, pa smo jo preimenovali v Thrivers. Ampak osnova tega je bilo, v bistvu delali smo, pa se firma še zdaj dela naprej in dela super, leadership development projekte, sprav v organizacijah v bistvu implementirati kot nek, zdaj temu reči, leadership OS v firmo. Sprememba kulture, sprav take, dost lahko large scale projekte, kjer se šlo dejansko za postavitev nekega drugačnega načina vodenja, drugačne kulture v organizaciji. Sem v bistvu pol zadnje 2 let približno, pa dost začel čutiti pri sebi tako straglam z motivacijo. Neko obdobje, tako glava ti govori, da imaš vse, pač imam svojo firmo, to sem hotel, imam, svobodo, noben mi ne govori, kdaj moram delati, kaj moram delati, nič, ne. Finančno okej, pač vse je bilo okej, ampak začel sem se pa počutiti, kot da nekaj ni čisto okej. Pa ni bil burnout ali karkoli takega, jaz fizično sem bil okej, treniral vse, ampak ni bilo polnega driva. Jaz se spomnim, ko sem bil majhen, pa mlad, pa ko začenjaš, pa kot študent, jaz sem imel vedno ta drive, jaz sem lahko delal ful, vedno neke ideje, vedno me je gnalo, vedno sem imel željo delati. In zdaj sem se pa začel počutiti, kot da vsak task, vsaka ideja je bil struggle. In sem se ujel dostikrat tako, ko smo z ekipo debatirali, kaj pa če bi šli to? Pa sem bil navzven sicer rekel, ja, ful dobra ideja, gremo navznoter, ne, to bo spet ful dela. A predtem, preden si to opazil, da si začel dogajati, si pa še vedno imel drive, v bistvu pa si delal isto stvar?
To je počas, to ni bilo več da bi zdaj rekel, zdaj je drive, zdaj pa čez noč ga pa ni. To se je počasi in jaz sem full dolg rabu, da sem to jedel. Veš, pol nekaj časa malo sebe blejmaš, pa veš, kaj si pa len, pa to, pa je malo te narative, pa dva otroka doma, pa veš, to spet malo izgovorne, pa ja, veš, sem utrujen od tega, pa utrujen od tega. In sem rabil, ja, dejansko let pa pol po moje tega, ker sem mal, pa je pol vedno težji postajal, pa to, da sem dejansko dojel, da sem si lahko pri sebi rekel, ok, to nekaj ne štima tukaj več. In kaj zdaj, ko nazaj gledaš tako retrospekcijo, če bi naredil, kaj bi rekel, da je bilo tisto, kar je manjkalo? Zdaj vem. Zdaj vem, kar je manjkalo, je, da v bistvu nisem bil res jaz. Igral sem neko vlogo, ki mi je sicer prinesla do tiste točke vse, kar sem hotel, ampak je pa bila vloga, ki ni izhajala iz mene. Pizda, ja. To mi je kar poznano. Ful ljudem je to poznano. Tako noro. In zdaj, ko si naredil neke spremembe, očitno, da me pelje v to obdobje, ko si se dejansko odločil, da je sprememba potrebna in kako si se tega lotil? Pač ja, na neki točki sem jaz začel dojemati to. Ok, nekaj ne štima, nekaj je treba spremeniti. Tle, in bilo je bolj na eni točki, spomnim se, to je bilo avgusta lani. Nekaj sem hodil, zunaj v gozdu, v naravi. In sem prišel do točke, ko sem rekel, ok, jaz ne znam več ven iz tega tako, jaz moram nekaj spremeniti. In sem se odločil, da v bistvu izstopam iz firme. To je bil kar tak big, veš, nekaj, kar gradiš 10 let, kjer imaš partnerja, kjer imaš ekipo. Tako je bil full heavy, ampak enostavno meni se je to tako, na unem sprehodu se mi je toliko razjasnilo, tako, ok, jaz pač to moram narediti. Jaz ne znam več ven iz tega priti v tem kontekstu z nekimi malimi fiksi, jaz rabim reset. Ja. In od te odločitve do točke, ko sem se s partnerjem, s Petrom, pogovoril o tem, je minil kakšen mesec dober, da sem si jaz sploh sestavil sliko. In pa je bilo par mesecev, ko so v bistvu, pa moraš to razdelati, pa kako zdaj to gre, pa kaj to pomeni, pa tako, pa da se projekti končajo, ko smo jih imeli tekoče, smo imeli ogromne projekte. Ampak ja, na neki točki, sprav marca letos, sem jaz v bistvu svoj delež Petru predal in šel out. In je bilo iz full koledarja s coaching sessioni in z vsem naslednji teden totalno prazen koledar in nič. In se spomnim enega trenutka, bil sem zmenjen za kosilo z mojima sestrama. In sem prišel malo prej, ne vem, sem nekaj imel še prej, ne vem kaj, sem šel na trening, ne vem kaj bilo prej. Prijem tja, malo zgodaj in sem rekel, se usedem v parku in tako sedim in me je feeling preplavil, veš, ok, kaj pa zdaj, ti si čisto useless. Ker imamo ta feeling, skozi moraš nekaj producirati, da si vreden. In v tistem trenutku, ok, jaz nič ne delam, nič nimam za pripraviti, nič nimam nobenega sestanka, nič ni, ne? In ok, kaj je zdaj to? Ful tak čuden feeling. Mal neprijeten, po drugi strani ful exciting, ker jaz sem pa vedno bil tak, jaz sem se rad metil v stvari, na kjer nisem bil pripravljen. In jaz sem cel life tako, mene je bilo na smrt strah v šoli, recimo, kakršnega koli nastopa. Za recitiranje pesmic, pa te fore, ki smo imeli. To je bilo meni smrten strah. In na faksu sem se pač znašel, ok, pač jaz moram začeti, pa že v gimnaziji prej, ali jaz moram začeti pač na tem delati. In sem se pač postavil v situacije, ker sem mogel javno nastopiti. In tako da imam malo tega, ne vem, mazohizma, da se pač dajam v neke situacije, ki so težke. Tako da po eni strani je bil exciting, veš, to obdobje kot, ok, kaj bo pa zdaj prišlo? What's coming? Ko si, zdaj, če nekdo to posluša, pa je tako v podobni situaciji, mogoče pomislil prvič na to, ali pa je že nekaj časa v tem obdobju, nekaj ne štima. Kako zdaj poskrbeti, oziroma kako si ti vedel, da je ta
probo to dobro povedati, da je ta glas o tebi resničen, ki te kliče ven iz tega, in da ni to v bistvu samo neka faza, preko katere moraš iti in bo vse v redu. A veš, kaj je bilo ono, da si rekel, pa bom mogoče pol jaz še svojo zgodbo povedal, kaj je bila ona faza, kjer si rekel, ne, pač ni več možno zame v tem okolju, da bom srečen, to, kar si želim. To glasen je postal, ne vem, nisem vedel v resnici. Bil je leap of faith. Pač kar sem vedel, je, da okay, whatever happens, zdaj pač tukaj končam to poglavje, whatever happens, nekaj bom že našel, pač preživel bom. A bom dobil službo, nekaj bom pogruntal. Tako to sem vedel. Zdaj, kaj? I had no idea. Privilegij je imeti ta glas, ki je zraven, bomo že, a ne? Bomo že. A si tako razmišljal o tveganju, ki ga sprejemaš? Kako si ga videl mogoče? Ker se je pojavil ta glas, ne tega narediti. Kaj ti je govoril? Zakaj ne? Meni ta glas ne tega narediti je imel ful manj dela s tem tveganjem, pa kaj bo z mano, pa to. Ful večji strah sem imel v tem, ok, puščam partnerja, puščam ekipo. Ta del mi je bil ful težji. Kaj nek break-up? Ja, sploh, ker jaz sem se vedno imel za zanesljivega, za nekoga, ki je tam, ko je težko. In tukaj sem rabil največ dela. Ne? Zato je bilo tudi en mesec od tega, ker sem jaz dojel, da to rabim narediti, pa do tega, da sem v bistvu Petru omenil to prvič. Kaj je bil ta quitter varianta? Ja, veš, malo je tega, bom zdaj res odnehal, kaj je težko, ker po en stran pa hočeš pa težke stvari delati in je pol malo tega stragla, ampak enostavno meni je pač ta glas toliko glasen začel ratvati, da ga nisem mogel več ignorirati. Jaz sem ga uspešno ignoriral leto, dve, ne vem, verjetno še dalj, če pomislim nazaj. Postopoma se dogaja, a ne? Ja. Je pa to čisto nekaj drugega, ker si ti co-founder oziroma solastnik podjetja, kjer ti v bistvu gradiš tudi ekipo, neke vrednote noter daješ, del sebe v bistvu daješ noter v to. Ne? In zdaj, ker na neki točki boš ti rekel, zdaj pa jaz grem. To ni več to, ja. Ampak. Ful je lažji. Mislim, po en strani lažji, po drugi strani težji. Če imaš ti nekaj službo, pa daš odpoved, 2 meseca odpovednega roka in si out. Ima ti svoje izzive, ampak ja, jaz sem kar stragl s tem. Ena stvar, ki jaz mislim, da naredi zadevo lažje, je kdo je na drugi strani. Absolutno. Kako on oziroma ona na to reagira, koliko ti pusti svobode pri tej odločitvi, da se ne aktivira pa njihov strah. Kako bom pa jaz zdaj brez Boruta? Ja. Kako je to izgledalo pri tebi? A si imel to razumevanje na drugi strani? Ful. Ja. Ful. Mislim, tukaj je bilo, ko živo se spomnim, ker sem to prvič povedal, sva, po moje, pa ne pretiravam, po moje sva pol ure v tišini najprej sedela. Oba. In pač predelovala, veš, ok, kaj to zdaj pomeni, pa vse strahove, ki so interni in kar ful cenam pri Petru, pa tega mu po moje niti še nisem tako direktno povedal, je da je to resno vzel, pa da je šel vase, pa bil v tišini, pa predeloval stvari vse najprej, preden jih je dal pol ven in svojih lahko pač skupaj pol počas razdelovala. Pismo, ja, to je kar ena velika modrost, velik skill, da si ti sposoben zadržati te prve izbruhe, impulze, ki se aktivirajo vedno. Ker vedno se nujno se. Ja. Isto, kot pri občutkih, čustvih, kakorkoli jeza, ki pride pač, ne moreš ti meni, da jo boš zadržal. Lahko jo zadržiš, ampak bo nek drugi izbruhen. Ja. Mislim, lahko jo potlačeš, ne? Ja. Ker umetnost je to, kar si rekel, da jo zadržiš, da si z njo v tišini in da jo daš pol ven na nek, da jo rečemo, predelan, konstruktiven način. Ja. Ker zelo dobri smo pa sploh moški v tem, da jo potlačimo. Pač potlačeš jo nekam globok dol, ne soočaš se z njo in pa drugi udarno. Ja, tako, kot si rekel. Ja. Ta v bistvu, da si ti sposoben sedeti s tem, pa ok, čutim jezo, čutim ta izbruh, ki bi rad zdaj prišel, ampak še zmeri, da se zavedaš, da je nasproti tebe človek, ki ti nič hudega noče s tem, to je zame ljubezen. Pač res. Tako najprej do sebe, do sočloveka in pol vse naprej. In verjamem, da zaradi tega
če bi si več ljudi vzel več časa, da reagirajo na stvari, Ja. Bi po moje bolj razumeli drugega človeka nasprotnika, ne, in ne Absolutno. to, ki je malo osebno. Ne. Absolutno. Ja. Je pa to vedno odnos, ki ga zgradiš, v resnici, na obeh straneh. Ja. Ne zgodi se to samo od sebe. Mislim, kar je meni lepo videti, vedno pri ljudeh, je, da to, kar pač govorijo ali pa druge učijo, a ne, vi ste pač v tem biznisu, kjer delate vodje. Ja. Zdaj si pa ti v situaciji, ko bojo tvoje lekcije prišle zelo prav, a ne. Pokaž mi zdaj, a ne, kako se odreagira. In sem vesel, da sta oba pokazala drugemu, koliko sta Ta dejansko stvar nikoli ni perfektna. Mislim, tudi mi, jaz, Peter, vsi imamo svoje izzive. Itak. Tako da, če greš iskat zdaj lekcije, ki jih mi učimo, pa kaj dejansko delamo, vedno boš našel nekaj, kar ni v skladu. Absolutno. Se pa vedno trudimo. In jaz mislim, da je tle tisti del, da se zavedaš, pa da se tudi zavedaš, kje pa ne. You don't live up to that expectation yet. In skozi delaš na tem. Ja, bravo, točno to. Da si sposoben zavedanja, da nisi ti postavljen v to situacijo, da ljudem kažeš, kaj pomeni biti perfekta, ne, ampak da pokažeš tudi, da si ti človek, ne, ki se uči, teda, in nekje en boljši, nekje drug boljši. Ne. Zato je tudi to, ker ti kdaj kdo skozi svoj filter, pa sem tudi mogoče jaz tebi kdaj to rekel, ne, koliko občudujem, da si taka. Ne. Saj ne veš, če sem vedno taka. Ne. Ja, valjda. Ja, pač ti vidiš eno projekcijo tega, ne, Tako je, ki je ponavadi, sploh v takih settingih, zaigrana do neke mere. Tle pridemo, je performance. Ne vem, tudi danes, tako, jaz čutim neko živčnost v sebi, ker eno je, da se mi dva pogovarjava tako na kavi, je ok. To bojo gledali, ne vem, x ljudi. In vedno, in sploh jaz imam dostkrat ta battle v sebi z nekim, hočeš ustrezati ljudem. Hočeš biti liked, accepted. Ne, pač. In imam vedno filter, in to je tudi tisto, recimo, kar mi v okviru prej firme, ne, me je začel bremeniti, ker nisem mogel vedno dati sebe ven. Iskreno niti nisem vedel, kdo jaz sem točno. Ampak, filter, kakšne sestanek, pa je ok, kaj je primerno zdaj reči? Kaj je tisto, kar ljudje hočejo slišati? Kaj jih ne bo triggeralo v neki meri, ne? In skozi to, ko to delaš leta in leta in leta, kar se meni zgodi, jaz sem sliši se ful dramatično, ampak izgubil sebe do neke mere. Izgubil sebe v tej meri, da se niti nisem v bistvu vprašal, kaj pa jaz res hočem v neki situaciji. In nisem, tako, to zdaj vidim za nazaj, pa komorkoli to rečem, je šokiran, ne? Ampak jaz vidim, da nisem prevzemal 100% odgovornosti za svoje življenje. Jaz sem bil na zadnjem zidu tega avta, ki se je pelil. Pa ja, je bila tudi moja firma, ampak imel sem partnerja, imel sem prej enega drugega partnerja, vedno sem bil v kombinaciji z nekom. In ta nekdo je bil vedno bolj izkušen, bolj uspešen, starejši. In jaz sem se vedno dal v to pozicijo, da vse oni vejo, kaj je prav, pa kako bomo že furali to. In se niti nisem vprašal, okay, če bi se mogel jaz odločiti sam, kaj bi pa jaz naredil. Ko prevzameš identiteto coacha učinkovitosti, bojo tvoje dejanja narejena za učinkovitost, ne? Kar je ful dobro za biznis, ful dobro za ta del tebe, ki je achiever, ki je ambiciozen, ampak to nisi ti, ne? In se mi zdi, da to, kar si omenil za partnerje itd., je zelo dober za fazo, v kateri si, tako kot sem bil jaz, kjer si ti vrhunska dvojka v podjetju, recimo, ne? Ali pa trojka, vrhunska dvojka, trojka, kar pomeni, da ne prevzemaš 100% odgovornosti za podjetje, ampak jo pa prevzemaš za ta svoj bubble, za ta svoj del, ki ga doprinašaš, ne? In se mi zdi, da je pri tebi tako, kot pri meni takrat, se znotraj tebe začel zbujati pa ta glasek, kva se zgodi, če jaz 100% prevzamem odgovornost, ne? Kaj če izhaja res iz mene, ne? Itak, da je kle pol takoj ta
ta drug glas, ki ti reče, ne bo ti ratala, ne, pač dej, poglej, kva imaš, cen to, kar imaš. Ja. Sploh nima veze s tem. Veze ima s tem, kaj se zgodi, če jaz prevzamem 100% odgovornost. In kar je mene do tega pripeljalo, je bilo pač vrednote, ki so se govorile, pa vrednote, ki so se kazale, so se začele zelo, zelo razlikovati. In ko sem jaz začel to opaziti Ali v podjetju. v podjetju, okay. V podjetju. Tako da jaz, ki sem ratu filter med, se pravi, odločevalci, direktori in med kadrom oziroma ekipo, sem jaz dojel, kaj v bistvu jaz tam delam. Da jaz v bistvu filtriram neke stvari, ki niti meni niso bile všeč, in jih skozi svoje vrednote predam naprej. Torej, jaz sem v bistvu prevzel 100% odgovornost za kulturo itd., ampak ker sem se jaz začel zavedati, da ne glede na to, koliko jaz to dobro delam, je še zmeraj nad mano nekdo, ki bo delal po svoje in mogoče ne vidi tega tako, kot jaz. Žanje pa uspehe, načina, s katerim jaz vodim ljudi. Takrat sem vedel, da ok, v redu, to pač ne morem priti ven iz tega. Kaj je bila pa cena, ki si jo ti plačeval takrat, ko si delal to prevajanje od vodstva do kadrov? Jaz mislim, da sem takrat ratu zelo odporen, Okay. ampak ko sem pa izstopil ven iz tega okolja, sem pa čutil breme. Čutil sem breme, zato ker lagal sem sam sebi. In vsak, ki mi je rekel, kva razturam z vodenjem, a prideš na našo konferenco povedati o vodenju, a prideš povedati o marketingu, sem bil tako pač, vi sploh ne razumete, da jaz ne čutim tega, jaz ne vidim tega tako, kot vi. Folk vidi tuno, output vidi, ne vidi pa inputa. In ja, v bistvu, jaz mislim, po eni strani sem zelo ponosen na to, da sem navkljub vsemu delal iz sebe lahko, to mi je bilo vedno, vse po mojem sem zato toliko časa pol še ostal, ampak nisem pa mogel pač sedeti za uno mizo, kjer sem začel čutiti, da sem vreden. Nisem mogel dati tega svetu, kar lahko dam kot nekdo, ki dela svoj projekt, svoj biznis, gradi svoj community. Da je točno to, kar mislim, da sem kleskal. Tukaj se mi zdi ful velikrat je feeling, in to vidim, mi smo zelo delali s korporacijami, vodje, pa pridejo do nekega senior nivoja, nek B1, B2 nivo vodine, ko v bistvu ugotovijo, da to, zakaj so v podjetju cenjeni, nima nobene veze s tem, kdo oni so. V piko. In tako, to sem slišal v tem, kar si ti rekel. Sprav to, za kar si bil ti cenjen tam, ni imel veze s tem, kdo ti v resnici. Pač bila je neka vloga, ki si se jo naučil igrati, ker je bila pričakovana od tebe, ker pač skozi kariero je prišlo do tega. In jaz mislim, da je to je ful normalno in to se dogaja vsem. Meni je neverjeten, v zadnjem mesecu sem se pogovarjal s toliko ljudmi, ki so točno v tem. Kad ti začneš kot mlad, neizkušen, itak ne veš, kdo si, itak ne veš, kaj hočeš, itak ne veš, kaj lahko prineseš. In pač edini način, da ti napreduješ, pa greš naprej, je, da pač fitaš v vloge, ki se pojavijo. Tvoj vodja, če imaš dobrega vodjo, bo videl nekaj v tebi in te bo pušal malo v to smer. In pol tam rasteš in si uspešen. In pol naenkrat postaneš vodja in je to spet ena čist nova stvar. Ampak pač to je pot naprej. Sploh v korporacijah. Pač ti napreduješ, na neki točki boš postal vodja. To je neizogibno, če ti hočeš napredovati. Ja, itak, ja. In pač zafilaš to vlogo in jo delaš boljš. In vsakič, ko delaš to tranzicijo in ne prineseš sebe zraven, je pač en majhen košček tega, kar razpade. In na koncu, pri 40, 45, 35, ne vem, različne starosti so, ampak le nekje je to obdobje, ki pravijo kriza srednjih let, ti ugotoviš, da si v bistvu v zadnjih 15-20 let gradil sanje nekoga drugega, pa filal neke vloge, ki so pač bile narejene in si se ti prilagodil, mal morfov, da si pasal v njih, si pa zgubil sebe skozi to. In ne veš več, niti ne veš. In meni najbolj scary mi je ta feeling, ne da sem jaz vedel, kaj hočem, pa to ni bilo realnost. Jaz nisem vedel, kaj je tisto, kar
kar sem jaz, kar jaz hočem. Mm. In to je bil meni tisti scary feeling. Pismo, ja. Jaz bi ga opisal skozi to potrebo po več konstantno. A veš, jaz sem začel čist na začetku. Jaz sem prišel Knehtele bi takrat še. Ja. To je bilo čist na začetku. Jaz sem prišel tja in sem rekel, lej, jaz sem zadnje 3 mesece, ne da se mi več delati v selitvah, ne da se mi kelnariti, ne da se mi biti promotor za cigarete. Jaz sem vse delal, stari. Ja. Zdaj sem se spomnil, tako, kaj je bila najbolj taka bizarna služba, ki sem jo imel, ali pa delo, ki sem ga delal. Ok, cringe, stari, ampak bom povedal vse. Jaz sem bil enkrat, pa sem bil ful dobro plačan, ampak jaz sem bil na neki kolektivni žurki, Okay. 80% žensk, sem bil body paint model. Torej, jaz sem bil tam brez majice Ful dober. in tiste tetke so po meni risale. Jaz sem takrat dobil plačan, ne vem, 300 evrov, stari. Jaz sem dobil plačan 300 evrov za 1 uro dela, stari. 2 ure dela, ajde. Ampak zdaj, ko nazaj pogledam, tako, ja, fucking, whatever it takes, ne. Saj sem bil spreman, športnik, pač ja, v njim je bilo itak najbolj tam. Ampak ja, pač ni, survival je bil, ne. No, pol sem pa v bistvu do Knehtla pristopil, jaz sem pol takrat začel študirati, prišla do mene knjiga od Garyja, Jab, Right Hook, ne. Ja. In jaz sem to začel brati in jaz tam noter sem videl, fakt, stari. Tega kle noben ne dela, ne. Influencer marketing, kde grem jaz to študirati? Poslušal sem podcaste, bloge, vse sem bral. Sem prišel s tem, sem rekel, Jure, jaz mislim, da bi to pač ful pasal k vam, ne. In pa sem začel ta influencer marketing študirati, delati in sem tako rasto, ne. In se je začela izoblikovati ta identiteta lahija marketerja, ne. Gary Vee, tak sem čez dalje bolj, ne, čutil tudi to njegovo vnemo, pa vse se da, vse je mogoče. In to se je izoblikovali in jaz sem skozi dobival več denarja, več odgovornosti, večje projekte, ne, pa je Shine Brown začel rastati, ne. Ja. Si ti prišel v 4 letih iz par 10 tisoč na par milijonov, ne, prometa, za katerega si tudi ti odgovoren. In pol so prišli novi projekti in sem rekel, bom jaz tudi to vzel, ne, za vse se da, pa daj bom jaz še vodja oglaševalcev v ratu, pa daj kaj, če bi bil jaz kar CMO, a ne, skozi je bilo, nekaj v meni je skozi bilo več. In potem sem prišel do točke, ko sem sedel z takrat Dejanom Pamticom in sem rekel, jaz hočem biti solastnik, ne. V istem letu, ko sem jaz podpisal pogodbo za solastništvo, sem se jo tudi odpovedal. Ja. Zato, ker sem bil tako, ni to, kar iščeš. A pa si to vedel potem, ko si to dobil? Ja, jaz sem se opravičil tudi sploh Jakatu pa Roku, no, od Shine Browna. Pa tudi, mislim, da tudi Dejanu Pameticu sem želel to povedati. Pa ne vem, takrat smo kar prekinili stike, no. Opravičil za način, na katerega sem jaz svoje potrebe izražal. Ker oni so na moje potrebe vedno odgovarjali z več keša. To ni bilo to, kar sem jaz rabo. Jaz tega nisem znal povedati. A ne? In je bila pri meni ta maska in pač ja, če bom dobil več keša, bo vse rešen. Dokler nisem jaz imel full keša, pa sem videl, da nič ne pomaga. Ja. A ne? In tle sem jaz dojel skozi to izkušnjo, ki je tudi trajala 1 let, da neki kle noter pač ne bo zadovoljno, dokler jaz ne izstopam iz tega okolja. Ne? In ja, Kaj pa je bil pri tebi ta trigger? Kaj je bil, a se spomniš unega momenta, ko si se odločil? Ja, po moje, da ja. Mislim, koliko si ti rekel, nalagal se je. Jaz se spomnim, jaz sem vzel en večer, mi je dal kolega kukije z THC-om in se spomnim, da sem ga vzel po moje 1/8 doma, naredil dihalne vaje, prišel v kopalnico, si splaknil obraz, sam anksioznost. Tako na polno anksioznost. Tako, a bom jaz znal priti ven iz WC-ja. Kva sem jaz sebi zdaj naredil? Kva je to, kva je ta občutek? Zakaj se mi to dogaja? In je začel hrček delati, ne? In sem rekel, dobro, sam spat moram iti, grem jaz spat, se zjutraj zbudim, ni šel stran ta feeling. Jaz moram na šihta, ne? Se še sam pojača. Kva si bojo zdaj mislili, junkie, ne vem kva vse, zakva sem to naredil, tukaj je bilo vse dobro. Se vozim v avtu, stiskam volan, a sem jaz res v tem avtu ali sanjam? Jaz se nisem čutil. Ja, ne veš, kaj je realnost, pa kaj ne. Samo je bil, ki mi je govoril to, tretje. Jaz sem prišel v pisarno, sem šel v sobo, sem naredil dihalne vaje, da sem se pomeril.
Ampak jaz sem vedel, da v tistem okolju jaz se počutim kot drek star. Nisem to nobenemu povedal, jaz sem vse svoje teske oddelal, delegiral, odgovornost, sestanke s furu. Ko sem jaz šel domov, jaz sem bil tako, ne gre več stare. In takrat je bila odločitev, da Ja. Takrat sem vedel, da je to moje zadnje leto. A ne. In pol hvala vesolju mi je še v bistvu, so mi še vzeli pol mojega bonusa na projektu, to je bila pač kaplja čez ropa. Ne. Sej na koncu ti vesolje ti da, kaj rabiš, Pismo. da narediš korak, ki ga rabiš. Ja. Ja. Se mi zdi, da si bil ti ful bolj zrel, ko si to odločitev sprejemal, ker jaz takrat sebe vidim v unem obdobju zelo kot rukija še, a ne. Jaz mislim, da midva na drugačen način izražava stvari. In mogoče je moje izgledalo bolj zrelo navzven, zato ker sem ful več nosil noter in nisem, veš, act out od tega tok. Ja. Ampak noter ni bil pa čist nič bolj zrel feeling, po moje. Če bi bil zdaj en v tej podobni poziciji, torej se sooča s temi neprijetnimi občutki glede nekega okolja, ali je to partnerski odnos, ali je to služba, se pač basically je skoraj podobno, a ne? Ne želim, da daješ na svet, ker pač itak vsak svojo pot prehod, ampak tako, kaj bi rekel, da je nekaj, kar pomaga v teh obdobjih? Ful sem o tem razmišljal. Jaz sem zadnje pol leta tudi, ko sem razmišljal, ok, kam pa jaz zdaj naprej. Prišel sem do ene točke, ko sem dobil clarity totalen, pač in kaj bom jaz naprej in kaj v bistvu meni pomagali vam prijeti iz tega. Again, tako kot si rekel, ni to recept, mislim pa, da so neki elementi tle, ki lahko pomagajo. In ena stvar, absolutno, kar je zame bila, kar se je meni začelo pojavljati, jaz sem marca šel na sabbatical, ne, sem jaz rekel, in jaz sem si dal eno pravilo za ta sabbatical. Rekel sem, ne bom si dal pressurja, a veš, kaj zaslužiti, kje dobiti, pač pol leta je to off limits. Valjda je bil ta pressure, ampak recimo, da sem se ga uspešno pač malo odlagal. Dal sem si pa pravilo, da se bom igral. Sledil bom temu, kar me potegne, ker zadnja leta sem ful zapostavil, jaz sem ful različnih interesov, mene zanima milijon stvari. In veš, pa ko imaš firmo, pa je to ne, mora biti fokus na tem, ne morem zdaj se s tem ukvarjati, mora biti le fokus. In zdaj sem si dal pravilo, sam raziskoval bom. In pisal sem neke pravljice za otroke, ker sem imel takrat hčerko, neke fore in tako, in veš, sem začel to pisati, pa neke epe razvijati, pa glavno milijon različnih stvari sem delal. Ampak kar bilo pa v ozadju tega dost, kar mi je bil trigger, mi je bila pa predvsem hčerka. Ugotovil sem, da ful nimam dovolj čustvene inteligence. Ok? Mogoče zgleda ful nepovezano, ampak meni se je ful povezal. Jaz sem se vedno imel za nekoga, ki je totalno racionalen, ki je objektiven, ki je zelo tako pač učinkovit, zna razmišljati in z razmislekom pride do vsega, vse pogledam objektivno in tako naprej. Ne? In pa sem prišel do točke, ne, ok, doma je hčerka, 5 let stara, punčka, čustvena. In sem prišel do točke, ki je ona imela, a veš, kakšne izpade imajo otroci, ki je preveč čustev, ki ne morejo zadržati tega. Ne? In sem gotovo, vse, kar jaz lahko tam delam, je, da sedim z njo, sem miren, v tem sem dober, ampak ne znam mi pa pomagati, kaj se dogaja. Ker sem gotovo, da moj čustven razpon, kar ga znam poimenovati, je, ok, sem žalosten, sem vesel, sem jezen, pa se pa počasi konča. In mi je bilo to tako, ok, če jaz hočem njo vzgojiti v nekoga, ki je čustveno inteligenten, ki zna razumeti, kaj se v njej dogaja, pa to predelati, pa shendlati, pa sedeti s tem, pa ne potlačiti, pa tako naprej, ne? Pa moram jaz začeti kaj delati na tem. In sem se ful vrgel, bral knjige, najel coache, ful čustveno inteligenco. Tudi recimo bolj ta pravljica za otroke, ki sem jo začel takrat pisati, je bila okoli čustvene inteligence in tako. Ful enih različnih stvari in kar sem dojel skozi to, je, da vse moje odločitve v preteklosti, čeprav sem jaz mislil, da so racionalne, pa da je bilo to, premišljeno, to je bilo vse čustvo.
To so bila vsa surova čustva, ki sem jih jaz skozi moč mojega intelekta sem jim dal besede, pa sem jih poskušal razložiti, ampak tle ni bilo čisto nič objektivnega noter. In bilo, no, ok, če me toliko drivajo čustva, pa moram jaz razumeti, kaj se tle dogaja. Kaj je meni preprečevalo, da bi se vprašal, ok, Borut, kaj pa ti res hočeš? Kdo ti si? Kaj je tvoj doprinos? Kaj te bremza? Kaj je ta struggle, ki ga imaš z produktivnostjo, pa s tem, da bi karkoli naredil? In to delo pol na sebe, pa poglabljanje vase, pa gledanje, okay, kaj se tle dogaja, meni ful dal. Tako definitivno je to en element. In to je ta element, ki je ponovadi težek. To tudi ti veš, ti si tudi veliko dela na sebi naredil. Predvsem težek zato, ker ne iščeš rešitve tam. Ja. Pa težek zato, ker ti ne vidiš poti, to je prva stvar tukaj, ne? A veš, tle ni tako, kot smo zdaj navajeni, ne? Ja, a veš, pa ta hack, pa ta framework, pa sam to narediš, pa boš vse. Pač tle ni tega, tle greš na neko pot, you have no fucking clue what's gonna happen. In odprejo se tudi stvari, ki niso prijetne. Pa videti moraš sebe skozi neke filtre, ki si se vedno imel za drugačnega, pa zdaj, ko pa pogledaš skozi drug filter, je pa tako, ne, ok, jaz nisem tak, jaz sem tak. Ti mogoče to ni všeč. In ta del je težek, ne. A ni zanimivo, da v bistvu tvoja hči, ki te je spravila v to, da si ti začel nekako se s tem bolj globoko spoznavati? Kaj, če je način, da ti svojega otroka naučiš čustvovanja, čustvene inteligence, ta, da pustiš, da on uči tebe? Absolutno. Kar je crazy, ker dejansko, če kdo pokaže emocije, tako, kot jih je treba pokazati, so to otroci. Pač oni nimajo filtra, ne. Ja. Tam otroci so čista čustva, to gre direkt ven. Ni filtra, ki to spravi v sociable behavior, ne? Tako kot ga imamo mi. Ja, zdaj se mi nekaj v zavestu, kar mi je zelo neprijetno. Veš, kolikrat jaz rečem tam mali, zakaj jokaš? In to ful ni lepo. In zdaj, če pogledam, iz katere emocije takrat izhajam iz te nepotrpežljivosti, tega, da pač glasna si, živčenega me delaš. Hvala. In jaz se tudi ful velikrat najdem v tem. Ampak, če gremo malo globlje, če se vprašaš, kaj za tem vprašanjem, zakaj jokaš, to je spet, ti želiš mentalno razumeti to. Točno. Ne moreš, ona ne ve. Ona ne ve, zakaj joka. Pač čuti ta čustva in jih da ven. Ja. In mi smo se pa naučili potlačiti, da jih ne čutiš. Pismo, ful zanimiv. Ker ti dejansko predpostavljaš, kaj moram jaz narediti, da nehaš jokati. A veš, a si lačna, a si utrujena, a te treba previti, da... In tukaj se mi zdi, koliko je tvoja ta mala stara zdaj? 2. Tukaj se mi zdi lih ena ta faza, ko, veš, kad ti, ki imaš otroka, ki je star 6 mesecev, tam je tako, pa če joka, lačen, pokakan, zebega, pač nekaj je narobe, kar lahko ti narediš in reči. Tako, ja. Tle pride 2-3 leta, ko se začne razvijati otrok, ne, je pa to, da nima to več veze s tabo v resnici. Ti ne moreš nekaj takole narediti, pa fiksati, veš, previti plenico, zdaj si kul, nekaj jokati. Ni več tega, ker ima ona svoj cel svet, ki se dogaja v telesu, v glavi, ker nisi ti več faktor, ki lahko to popraviš. In mislim, da smo honest, jaz nisem parenting expert in imam zelo veliko dela za narediti kot oče to, ampak to sem pa spoznal pri sebi, da največ, kar lahko naredim v tistem trenutku, je, da sem tam z njo. Da jaz kažem
da njena čustva niso preveč zame. In to se mi zdi tisti big deal. A veš, če jaz znam to handlat, potem se tudi ona lahko pomiri pa to handla. Če pa vidi, da jaz postanem cel živčen in jaz padam v to in me potegne v ta tantrum, pa smo pa oba. A veš, to je tako, kot če se nekdo utaplja in ti skočiš z njim v vodo, pa ti ne znaš plavati. Ja, zdaj se dva utapljata, nič nisi naredil. Wow, ok, ja. Sej mislim, da ne rabiš biti parenting expert, da če si ti zavesten starš, ki se pravi z nek kritičen pogled spremljaš svoj razvoj iz vidika starša, a ne, ampak z ljubeznijo do sebe, a ne, to zelo pomaga. Da nisi zdaj ti, ki fakt ne gre mi, ne vem, kva ne naredim, da ne. Spet greš v uma, ne. Kaj pa sebe umiriti, ker jaz če pomislim, jaz, ker sem bil v trenutkih, ko sem bil pomirjen, se pravi, da je bilo predtem nek period discipline, da sem dober jedel, ni bilo alkohola, treniral sem, delal sem na sebi, dihu itd. Ko je prišla taka situacija, je bila prva moja reakcija, sem šel k njej in sem samo bil z njo. Sem objel, ali sem samo bil zraven, ali sem mi samo rekel, vse je v redu, a ne? Tudi ko jokaš, si čudovita, če moraš dati ven, daj ven, a ne? Ker sem bil pa jaz, ne vem, pod tem, da sem malo zanemaril treninge, da sem več delal, a ne, ker sem rabil delati več, a ne, iluzija. Jebi ga. Je pa prišla pol kot posledica ta moja čustvena nestrpnost, nepotrpežljivost. Ja, ker pol je pa to inconvenience zate, ne. Jaz bi se zdaj mogel fokusirati, jaz bi mogel delati, zdaj se moram pa s tem ukvarjati. Ali pa jaz pridem dama, ne, ob 4, 5 in zdaj se moram s tem ukvarjati. Tako, wow, človek stari, kva se tukaj dogaja, ne. In ni sploh kle, da delaš narobe ali pa prav, sam point je, da se opaziš, da vse ugotoviš, me zanima, kaj si ti v tem mislil, ampak ta nek self-realization, da si sposoben videti mehanizme, ki te vodijo, ki so posledica tvojim navadam ali pa behaviorju pred tem. In da to v bistvu je efekt oziroma afekt tega, kar si kot svoje življenjske navade projiciral oziroma manifestiral. Absolutno. In to, kar si omenil, ta jaz bi mogoče ne self-realization, to je mogoče naslednja faza, self-awareness, če s tem začneva. Pač, da se ti zavedaš, da tvoja izkušnja nekega dogodka je samo tvoja izkušnja, ni realen dogodek. In veš, to velja tako za starševstvo, kot velja za biznis, kot velja za friendship, poroka, mislim, marriage, partnerstvo, whatever. Posod. Bolj, ko se ti uspeš zavedati samega sebe v neki situaciji, pa kaj je filter, kaj je projekcija, ki jo ti daješ na to, lažje je. In lažje boš dosegel neko naslednjo raven, pa zrasel skozi to. In se mi zdi, kot to tudi v biznisu, tega self-awarenessa ful primanjkuje. Sam, če govorimo midva o self-awarenessu, pa dostikrat si že to tudi omenil, kdo v resnici si te dane. Zdaj, čisto odvisno, koliko globoko greva. Ja, sej self-awareness, lahko gre v neke zelo globoke stvari, ampak self-awareness, že to, kar si rekel, ne, da se jaz zavedam, da ko jaz ne treniram dosti, ne jem dobro, ne, da so to faktori, ki vplivajo, da pol nimam potrpljenja z hčerko. Ja. To je že neka osnovna raven tega, ne, ali pa če gre na biznis, ne, da se zavedam, da, ko jaz pridem v sobo, ali pa ne vem, en zaposleni pride k meni, pa mi prinese nek problem, reakcija, ki jo bom jaz imel, iz kje izhaja. Ok, bom dal en challenge na mizo, pa ga bova malo skupaj probala pobetlati. Zdaj, kakor sem jaz opazil to skozi svoj life, pa kar mi je dejansko pomagalo, je ne toliko, da sem se ločil bi. Eno je dojeti, kaj v resnici si. In to sem jaz dojel, ko je fotar zraven mene umrl. Ti si je bilo prvič, da sem jaz dojel, kaj v resnici sem, zato ker sem šel lahko tako globoko vase, ker sem redno meditiral, redno sem se soočil z občutki, bil sem s temi občutki in me je pripeljal do neke točke, ki je bil spokoj, ki je bil mir. Jaz sem vedel umsko, kaj se dogaja s fotrom, vedel sem, da gre, da tega ne morem spremeniti, ampak to sprejetje tega in sprejetje tega, da jaz mu še zmeraj lahko ljubezen dam, tudi če vem, da za to ne bo on vstal, brezpogojno,
sem jaz čutil v neki točki res globok mir in takrat sem se prvič dotaknil sam biti. Mm. Vse je v redu. Mm. A ne, ti si večji od tega, kar misliš, da si. Magnituda je nepredstavljiva, toliko je lepo. Zdaj dobivam mravljince, ki to govorim, kot sine mi grejo po konc, ker se spomnim, kako sem jaz lahko v tej situaciji čutil točno to. In pol naprej, ko sem začel študirati Mudžija, Eckhart Tolleja, so vsi govorili o zelo podobni stvari, sploh Mudžija, v tem stiku z enostjo, v tem, da ti lahko kjerkoli, kadarkoli, če si vzameš čas in greš globoko in pustiš, da grejo misli mimo in se ne identificiraš z njimi. In vidiš, da to nisi v resnici ti. Do česa prideš samo do tega obstoja, do iznesa, ne reče Mudži. Do iznesa, torej do širše zavesti. To je na eni strani. Na drugi strani je pa zavedanje vlog, ki jih igramo. Torej, da se jaz zavedam, da meni en del mene, ena moja identiteta, lahko temu tako rečeva, nekje zelo dobro služi v nekem okolju. Absolutno. Vsaka identiteta ti služi. Točno to. Ampak, kaj se zdaj zgodi, ko jaz ne preklopim identitete? Kar pomeni, da sem recimo bil v identiteti hustlerja, lahja, ki je achiever, dela, gradi. In zdaj jaz to identiteto pridem domov v svojo vlogo očeta. Jaz bom z istimi mehanizmi komuniciral z svojo hčerko in tretiral tisto drugo okolje, kot jih hočem kle. Kar pomeni, da bom jaz ustvaril stres, ker stres pomeni rast, stres pomeni premikanje. In ko sem se začel tega zavedati, sem dojel po eni strani, da to dejansko delam, in po drugi strani pa, da demoniziram oziroma negativno govorim o identitetah, delih sebe, ki mi nekje zelo dobro služijo. In da ni v bistvu odgovor v tem, da ni dobro, da sem tak, da si želim uspeha, itd., ne poslovnega. Do tega, da sem dojel, da v bistvu, ko sem jaz v okolju, kjer je to pomembno, ki se je izoblikovala ta identiteta, moram jaz double downati na to in se moram pustiti biti še bolj tak. Tudi če to pomeni, da sem zelo nepodoben temu, ki igra vlogo očeta, vlogo partnerja, ki je pa totalno miren, pomirjen, ta mala mi lahko dela karkoli hoče, itd., ne skrbim za ženo, skrbim za otroka na svoj najboljši možen način, da jim dajem varnost, da jim dajem udobje, ugodje, kakorkoli. Tle se mi zdi, da je tukaj, kar slišim, je dve različne stvari, ki jih dostikrat mešamo, se mi zdi. Identiteta pa vloga. Okay. Ker identiteta je, kako jaz vidim, ali pa moja interpretacija tega je kaj mi mislimo, da smo. S čim se poistovetimo, ko rečemo jaz. Recimo, veš, mene par mesecev nazaj me je coach vprašal, kdo ti si? Veš, in začnem, coach, starš, itd. Začneš naštevati svoje vloge. Pa rekel, ne, pozabi, ne smeš mi povedati, ne kaj delaš, ne nič, kdo ti si. In sem imel I have nothing. Blank, nula, ne vem, kaj ne rečem. In se mi zdi, težave nastanejo, ko začnemo mi naše vloge imati kot našo identiteto. Sem coach, sem hustler, sem tudi starš, športnik, whatever. To so vloge, ki jih igramo. In tako, kot si ful dobro rekel, v neki situaciji je ta vloga lahko neverjetno koristna. In ti prinaša vse, kar si želiš, in te izpopolnjuje in ti vse. Ampak, če boš to isto vlogo, pa vse lastnosti, ki pridejo s to vlogo, pripeljal v neko drugo situacijo, bo pa to katastrofa. Tako kot si rekel, če ti hustlerja pripelješ domov, pač to ne bo kul. Mislim, ne bo kul. Ne boš ustvaril tega, kar želiš. In to ločevanje se mi zdi pomembno. In da se res vprašamo, kdo pa ti si, če daš stran svojo službo, če daš stran vloge, ki jih igraš. In meni je to neverjetno težko vprašanje. A si že prišel do kakšnega odgovora? Imam odgovore. Ne vem, sem človek, ki me iskreno zanimajo ljudje, njihove zgodbe pa njihovi potenciali. To velja across. V družini, v biznisu,
v prijateljstvih. Tako, ne? Se pravi, kar sem jaz prišel, je, da sem prišel do tega, okay, kaj, če odstranimo vse ostalo, kaj je tisto, kar velja zame, kjerkoli se znajdem. In imam recimo par takih točk, ampak to je constant progress. Jaz sem si to kar dal, en note sem si pinal, da ga imam na telefonu in vsake toliko, poslušaš kakšen podcast, bereš knjigo o neki, me spreleti neki, ok, to je pa mogoče tudi odgovor in dodam noter. Imam pač par teh točk zdaj tam. Ampak ta del je tisti, ki pa pol se mi zdi daje svobodo. Veš, ko si ti ločen, tvoj kor ločen od tega, kaj je vloga, ki jo igraš v neki točki. Ne? In prej si ful dobro omenil, si coach za učinkovitost ali pa karkoli leadership coach. Ne? Mene je to v resnici, zdaj, ko gledam nazaj, ful bremenil. Veš, kakšen moram jaz zdaj biti, ko grem na event, ko grem k stranki, ko grem to, da upravičam to vlogo nekoga, ki naj bi to znal. In je to postalo neverjetno naporno. Ker dejstvo je, da nisem samo to. Ja, to je del mene, nek coach. To je del mene, to je velik, pomemben del mene, ki ga imam rad, ampak nisem pa to jaz. Ja, evo challenge. Mogoče bo danes malo bližje temu prišla. Torej, kaj je tisto, ki igra vlogo? Kaj to definira? Kaj se ne spremeni, tudi ko greš kjerokoli vlogo igrati? Ja. Jaz mislim, da je to tisto vprašanje v resnici. In mislim, odgovor je, kaj je tisto, kar igra vse vloge, je ti. Duša. Duša, ja, kakorkoli to poimenujeva, ne? Ja. Duh, duša, bistvo, bit. Jaz, ki sem se s tem vprašanjem igral, sem prišel do zavesta. Torej, da sem jaz zavest, ki se zaveda svoje lastne izkušnje. In sem del kolektivne zavesti, ki se zaveda izkušnje skozi to telo, skozi to izkušnjo, ki je tukaj z razlogom. Ampak sem pa ta zavest od zadaj. In kaj ta zavest ima? Je ljubezen, je dobrohotnost, ker sem jaz spet to odkril v temi. Prej je bilo, ego je bil česa, so bile potrebe. Tekmovanje, boljši od tega tipa, boljšo žensko lahko dobim, več denarja imam lahko, itd. Ta sprana igra, iluzije ega, ki bogi revež še sam ne ve, kaj zares hoče tukaj na tem svetu. In tukaj pol ta stoicizem prav pride, ki ti reče, da je grozen vladar pa čudovit služabnik. To res nisem moj wow. Koliko svobojujoče. Ampak res jaz, ki sem se s tem igral, je ostala zavest, torej samo zavedanje, samo to, kar je. In pol že pridejo gor zgodbice o meni, o tebi, o svetu, o vsem. Ampak so le zgodbe. Edino, kar je vedno, odkar se spomnim, isto je ta, ki posluša znotraj mene, ta, ki opazuje, ta, ki gleda. Težava tega je, da je to zelo neoprijemljivo. Ja. Ne moreš v besede spraviti. Ne moramo. In to v današnjem svetu, ki je zelo low attention span, pa zelo oprijemljiv, ne deluje. V takih debatah na podcastih to se veliko, ogromno govorimo o tem, ne? Ampak, če pa greš v biznis, recimo, pa je pa to neka tema, ki ne pride skozi, ki jo ne dojema. Ljudem je to, to je nek new age. Kaj pa, če to ni za dojeti? Se ni, ker to že veš. To itak veš, ampak nimaš accessa do tega. To je tako, kot nek spomin. To je tako v tebi, to je, tako kot si rekel, to je bistvo tebe, iz tega vse izhaja. To ni, da se moraš to naučiti ali pa spoznati ali pa odkriti. To je tam, sam kako pride do tja. In tukaj pa mislim, da je
veš, to, kar sem prej rekel, ne, smo v glavi in general, jaz mislim, da sploh moški še toliko bolj se mi zdi, če malo posplošujem, ne, smo pač racionalno zelo v glavi. Medtem ko meni letos, enih izobraževanj sem šel, pa to ena taka stvar, ki mi je popolnoma shiftala, kako gledam na to, je, da imaš ti v bistvu, če gledaš ontološko, ne, imaš 3 nivoje human existence, ne. Imaš mind, sprav, racionala, to kjer smo večino časa preživimo, ne. Imaš čustva, ki so v bistvu core driver vsega, kar delamo, pa imaš telo, je tvoj vehicle, skozi katerega se pojavljaš v svetu, ne. In tudi telo, kljub temu, že sem tudi vedno bil športnik, vedno to, jaz sem se tudi naučil, da tudi s telesom v resnici nimam stika. Ok, ja. Ja, si, ne. Si, ne, in si izgubljen tam ampak ful odgovorov na točno to, o čemer se zdaj pogovarjava, je pa v telesu, pa v čustvih. In dokler to ni povezan, veš, to je tako, ker ne bi bilo avtocest, pač nimaš povezave tam vmes. Tako, ja. In ne pride skupaj. Ja, in čist preprosta vaja, recimo ena, ki je zelo dobra vaja, joga nidra, ne, torej, da greš ti začutiti prste, gležne itd. Po telesu zavestno, da večkrat, ne vem, da si vzameš zavestno čas za to, da se povežeš s svojim telesom, da ga začutiš. Ja. Čistko za sekundo, ne, tudi že zdaj pač. Hudo. Ja. Pač čutiš cel svoj telo, obstoj tega telesa. Je pa to, ne, veš, mene 1 let nazaj, pa 1 let pa pol nazaj, je ena kolegica, veš, sva imela nek pogovor, bom tako vprašal, okay, kje čutiš to v telesu? In sem bil tako, kako misliš, kje? Pač, kakšno je to vprašanje sploh, ne? Se mi zdi, za večino ljudi je to popolnoma tako, kje v telesu, pač telo, v telesu, mislim, kako me sprašuješ, kje? Tle, ne vem. Ne? In meni še zdaj mi je to dejansko težko. Sem pa dojel pomembnost tega. In se mi zdi, tle je, namesto vedno, pač jaz izhajam iz biznisa, vedno pač ta connection poskušam delati, ne. Meni je nepredstavljivo, da bi take stvari delal na neki leadership delavnici, veš, average leadership delavnici v firmi. Bi te gledali, ko pa tebi ni jasen. In jaz sem imel vedno full odpor do tega. Veš, že ne vem, neke dihalne vaje, ne vem, meditacijo na začetku delavnice. Meni je to toliko uncomfortable voditi. Saj, če kdo naredi, mi je top. Pa še to, mislim, to sem zdaj naučil malo bolj, ne, ampak veš, ker si ti v settingu takole, ne vem, 10 ljudi, se ne meditiraš, veš, tudi če imaš zaprte oči, kaj v resnici delaš, misliš si, kaj si vsi ostali mislijo, pa kako je to smešno. Kdaj bo konc? Pa kdaj bo konc, pa tako, ne, veš. To se v resnici dogaja, ne, in se mi zdi tle, mislim, kar bi se jaz ful želel, je ljudem malo približati to skozi način, ki ni toliko, da je reč temu filozofski ali pa New Age, ker enostavno je preveč za večino. In tukaj, kar se mi zdi, kar večina ljudi tudi ve, ne, je en element, ki lahko tukaj naredi en del, pač premosti en del tega gapa, je fizična aktivnost v naravi. Biti zunaj. Yep. To je ful velik del. Zakaj? Zato, ker takrat pač delaš nekaj s telesom in meni recimo, kje sem jaz clarity dobil, kaj jaz hočem naprej delati, jaz sem si dal septembra že od začetka sabbaticala me je vlekalo nek fizičen challenge. Rekel sem si, rad bi naredil nekaj težkega, nekaj, da si dokažem. In tle 2 elementa sta bila tukaj. En je bil ta, da sem si hotel malo samozavest spet zbildati nazaj. Tako po 2 letih, te neproduktivnosti, začneš malo tega pisati, sem sploh še sposoben jaz delati, kot sem včasih, pa imeti tako produktivnost, pa to. In začneš tako malo spraševati, pismo, a jaz sploh še znam to. Plus delaš z ljudmi, ki so tvoje stranke, ki jih ti vidiš, kako pač uspešni so. Vsi pa itak, Instagram, pa LinkedIn, pa vidiš vse ostale, kar rasturajo, ne, in je sploh, what the fuck, ne.
In meni je bilo, da tukaj mi je bil en element in se mi zdi to ful dober kanal, okay, da naredi fizično nekaj težkega, da si to kažeš, da si sposoben. Ker kaj se zgodi, ne? Kar sem videl je, ko greš ti fizično delati eno težko stvar, vsa ista čustva bojo prišla gor, kot pridajo, ko ti delaš nekaj težkega kreativno pa v biznisu. Imaš težka pogajanja, moraš launchati produkt, moraš napisati knjigo, moraš začeti firmo, napisati poslovni načrt. Vse isto se dogaja. In če si tam to sposoben predelati, se bo to preneslo tudi v biznis. Dejansko si ustvariš okolje. Stvaraš si training ground v resnici. Ti si bil športnik. Ti veš, kaj športniki delajo? Športniki 95% časa trenirajo, zato da 5% časa, a pa še manj, je dejansko pik, kjer producirajo nekaj, kjer imajo rezultate. Kaj pa v biznisu delamo? Treninga ni. V biznisu je to je tako, kot bi bil 24/7 na tekmi. Praksa je treninga, ne? Praksa je trening, sam ni, ne? A veš, ti veš, da ti, ne vem, kaj si ameriški nogomet si treniral, ne? Ti veš, če tam ti sam igraš tekme skozi, to ni trening, ker ti moraš elemente treninga ločeno delati, da zgradiš kapaciteto telesa, da lahko handla, udarce, da lahko šprinta, da lahko to. Ti ne boš to zgradil skozi tekmo. Ful bi bolj povezal recimo s kickboksom, boksom, borilnimi veščinami. A si kdaj probal kaj takega? Jaz sem karate zelo dolgo treniral. No ja, to je tak fizičen napor, da glava boli. In ti ko gledaš tekmo tega, unih 5 rund, 3 runde, ko grejo to na poln. Gleda to, pač malo se boksaš, bockaš, pol še malo jiu-jitsuja, če MMA pa te, zadeve. Greš ti to trenirati? Fuck you, stari. Kad ne moreš več noge dvigati, kad veš, da je telo po 10 sekundah fertig. In ti moraš buildati to kapaciteto in v biznisu ne delamo tega. Kaj pa bi rekel, da so pol coachingi pa recimo v biznisu, coachingi, seminarji? Coaching, če ta prav. Zelo veliko coachinga pri nas ni coaching. Teorija. Ali je consulting v najboljšem primeru ali pa pač pogovor. Okay. Coaching je v najslabšem primeru je prostor pa čas, ki ga ti dedikataš stran od tvojega biznisa in razmišljaš o tem biznisu. Prav imaš nek pogled. To se zgodi, tudi če je samo pogovor, ki ni nek deep coaching, ki ni to, se bo to zgodilo. In jaz mislim, da to je že to samo po sebi je velika korist coachinga. Ker se umakneš iz problema in ga skupaj z nekom predebatiraš in daš ven na glas neke stvari, kaj se pri tebi dogaja. Ampak coaching je tudi ful več kot to. Coaching je, če je dober coaching, bo sposoben, jaz vedno pravim, se pravi, midva lahko konzultingu bi šla, midva, ti rečeš, jaz imam tam problem. In se bova midva oba tja obrnila in bova gledala skupaj ta problem in ga bova skupaj reševala. Ne? V coachingu boš pa ti gledal problem, jaz bom pa gledal tebe. In bom rekel, ok, ti gledaš problem, kaj se pa v tebi dogaja? Veš, kje so pa te ovire, ki jih ti imaš pri tem, kako gledaš na ta problem? Kaj so vzorci, ki se pri tebi pojavljajo, ko se lotiš reševanja tega problema? In tukaj jaz mislim, da je moč coachinga, ker ti lahko osvetli neke stvari, ki jih ti ne vidiš. Hudo. In jih lahko s tem pol začneš presegati. In tukaj je moj, zdaj v tej novi zgodbi, ki jo redim, slogan je Do hard things, live free. Wow. In coaching sam po sebi, to je zdaj ful ratal popularno, vsi so coachi, vsi delamo coachingu, vsi smo na coachingu, ful je tega. Pa mislimo, koliko je to seksi. Coaching je ful naporna stvar. Sploh biti coachan je ful naporna stvar. Pustiti. Ja, ker pustiti biti coachan in se to kot pred, da greš lahko dejansko tja, kamor moraš iti, da boš nekaj presegel. In to je it takes guts, it takes a lot of work, ampak imaš pa tudi ogromne koristi lahko iz tega. Preden greva na to tematiko coachinga, pa kaj zdaj delaš, a grem lahko sam lulat? Ne, zakaj sem vprašal? Ne. Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo. Jaz sem hotel še zadržati, ampak mi ni več pustil, da zadržim, da grem lulat, pa to redko naredim.
In smo ugotovili, da bi čez 3 minute v bistvu zmanjkalo prostorove kartice in te epizode, da bi bilo tako, da hvala vesolje, kjerkoli že si posod, da si nesrečen. Lepa, ok. Ja. Dobro, tega ne bom povedal, ker sem ful dramatičen. Krajnc je imel timer naštiman, da pride zamenjati, ker sem jaz pozabil formatirati kartico. Ampak ja, coaching in consulting. Ful mi je bilo všeč to, da si povedal, da v bistvu coaching je fokusiran točno na človeku, a ne? Ampak se strinjam, da je to zdaj zelo posplošeno, a ne? Ja, tudi tako. Personal brandov se ful gradi okoli coachinga, a ne? Jaz med njimi. Pa sem vedno bil tako, kaj jaz sploh delam z ljudmi. In jaz sem pač vedno rekel, le jaz rešujem probleme s tabo. Videl sem pa, da ko sem z določenimi ljudmi delal, se je problem skrival samo v njihovi percepciji problema. Da v bistvu včasih problema sploh bilo ni, sam ni bilo pač sprejemanje situacije takšne, kot je, in puščanja časa, da se ta problem reši. Nekaj je, kjer skile imaš ti, da to narediš, nekaj pa kako se počutiš, ko to delaš. In se mi zdi, da sem ti lepo vod na štimu, da ti zdaj meni poveš, kako si zdaj z vsem tem, kar si dal čez, se odločil, kaj boš zdaj delal. In če mi lahko malo pišeš, zakaj je to, kar zdaj delaš, drugače kot to, kar si mogoče delal prej. Absolutno. Štartil bi iz tega, kako sem prej, pa coaching, ki si omenil. Coaching je, jaz sem coacha tudi začel zelo tako. Pač zgodil se je. Pač imeli smo delavnice, pa se je razvilo 1-1, pa je bil to coaching. Ampak v resnici zelo dolgo to ni bil coaching, ta prav. In jaz sem se veliko izobraževal, pa tako, pa počas to gradil, ne. Ampak recimo jaz sem zdaj v coaching šoli nazaj in sem rekel, ok, jaz bi zdaj rad res postavil to properly. Kot se zagre. In delam licenco, pa akreditacijo coaching, ki jo nisem v vseh 10 letih, ko coacham do zdaj, ne. Ker bi rad to proper naredil. Pa jaz mislim, da se imam za dosti dobrega coacha, pa mislim, da veliko stvari delam prav, vem pa, da veliko stvari bom tudi še zapoštimat. Ker coaching v osnovi, če hočeš biti res dober coach, moraš ti iti ful globok. Ker ti nikoli ne boš drugih ljudi pripeljal dlje, kot si sam sebe pripeljal. In je ta del izjemno, izjemno pomemben. In zato mene malo žalosti, pa so kar vsi coachi. Ja, vse površinski. Ker v resnici to ni coaching. Pač coaching je zdaj relativno dobro plačan in zato je pač boljš biti coach kot konzultant ali pa mentor ali pa whatever. In smo pač vsi coachi. Pa je škoda. Ker coaching ima svojo strukturo, pa svoj smisel, pa svoja pravila, če temu tako rečeva. Čeprav to ni regulirano v smislu, da ti rabiš licenco, kot jo rabiš za biti zdravnik ali pa tako naprej. Ampak ima pa svojo strukturo, ki je pomembna, če hočeš ti ljudi res pripeljati nekam daleč. In velik del te strukture, če si greš učiti za coacha, pa če hočeš biti coach akreditiran, kaj to treba obnavljati skozi, je, da delaš na sebi. Delaš na sebi precej deep. Ker je to edini način, da lahko druge peleš deep. Toliko za uvod, ne. In jaz sem zdaj lotil tega precej bolj resno. V resnici za moj del, ali pa kako se pa jaz zdaj lotevam stvari, sem v bistvu izhajal iz te moje izkušnje, ki sem jo prej malo omenil, pa bi jo razložil. Ker sem si dal en fizičen challenge. A zgledaj slišal za termin Misogi challenge? Ne, 75 hard poznamo. 75 hard, ja, to je neka struktura, ne. Ja. Misogi izhaja iz stare japonske kulture, in misogi je bil v bistvu nek ritual letnega očiščenja, ki so šli stati pod mrzel slap, se pravi mrzlo vodo, in je bil to kot nek cleansing, neko očiščenje, ne. Ampak v zadnjih letih se je pa predvsem v zahodni kulturi pa misogi pojavil kot v bistvu en challenge, ki ga ti narediš na leto, ki ti nekako definira tvoje leto, ki je nekaj toliko težkega, da veš, da si boš zapomnil, ok, ne vem, leta 2022 sem pa to naredil. In ta challenge ni nujno fizičen, zelo velikokrat je fizičen. In pravila tega challengea, v bistvu ima 2 pravili. Okay? Prvo pravilo je 50-50, se pravi 50-50 chance, da
ti bo ratal. Mm. Sprav, toliko mora biti challenging, da obstaja relativno velika možnost, da ne boš uspel. Hudo. Okay? Drugo pravilo je don't die. Sprav, ne sme biti pa toliko težek, da pač končaš. A ne? Okay. In meni je ta koncept ful blizu. Jaz sem naredil en tak Misogi challenge že 2 leti nazaj in pa za leto sem si dal pa to. In jaz sem si dal za Misogi challenge, da grem na planino, to je hrib za mojo hišo, 450 višincev, 6 km, da to delam na vsake 6 ur, 2 dni zapored. Se pravi, ob polnoči sem štartu, pol ob 6 zjutraj, ob 12, ob 6 zvečer, ob polnoči 8krat zapored. Ne? In je bil to mi tak, pač, fizičen challenge, ki mi bo zgradil malo tega confidence, le nekaj težkega sem se lotil in sem pripeljal do konca. In kar se je zgodilo, je, valjda, veš, ob polnoči, res je bedno v gostje, samo ob polnoči, mraz, gledajo te v oči, tam iz dreves, tako, pač, veš, ful nekih teh strahov, pa tako. Veš, pa prvič, pa zjutraj, pa tretjič, pa četrtič, pa telo rata malo utrujeno, malo se višincev nabere, malo to, ne, pa v bistvu prideš do neke točke, ko je telo toliko zmatrano, da malo odklop. In kar se je meni zgodilo, jaz ful zanimiva izkušnja, na 7. vzponu, pred zadnjem, sem jaz dobil idejo in sem 1 uro, ko sem hodil gor in dol, rekordal, sam telefon vzel ven, voice note in sem v bistvu zrekordal cel koncept programa, ki ga zdaj delam, firme, filozofije, vse. Tako, to kreativen nisem bil v zadnjih 10 let, po mojem. Noro, ja. V 1 uri. In sem začel pa malo povezovati, kaj je pripeljalo do tega. Ne? In meni je bila ta izkušnja nekega challenging izziva, ki pa ni tak, da te brejka, pa vmesnega pol razmisleka, pa veš, ko sem predeloval, jaz sem pol vmes tudi dosti predeloval, ful sem se opazoval, ko sem hodil, kaj se dogaja, veš, noge me bolijo, veš, pa zakaj mi je tega treba, pa rabi zdaj doma, pa veš, ne vem, meni je še, ko sem štartal polnoči, se je ta mala pol polnoči zbudila in ni hotela nazaj zaspati brez mene, veš, in jaz sem bil, da jaz čez pol ure štartam, ona se dere tam, in mi je bilo tako, res rabim to. Veš, ampak sem si rekel, ne, pač to sem se komital, to naredil. In mi je to ful dal. In iz tega je prišla filozofija, po kateri v bistvu zdaj živim pa delam. 5 elementov, ki se mi zdi, da so ful pomembni, da lahko dejansko najdeš nekaj, kar je avtentično. Prvi je challenge. Se pravi, to, kar že iz slogana do hard things, live free, se pravi, greš delati zavestno neke težke stvari. Tukaj se mi zdi, vsi imamo v življenju težke stvari, ki se nam pa zgodijo. Si rekel, oče ti je umrl. Pač to so stvari, ki so izjemno težke in si jih nisi izbral in se ti zgodijo in jih preživiš. Tako ali pa drugače jih moraš. Druga stvar, kar pa ful ne delamo zdaj, je pa, da si sami nakopljamo težke stvari. Ta kultura zdaj je dosti comfortable. Ja, tu imamo, veš, robotsko kosilnico, robotski smo comfortable, ne? Nič ni treba v resnici. It's okay. In si ne nakopljaš težkih stvari, ampak mislim, da za ambicijo pa za to, da smo lahko v stiku sami s sabo, rabimo težke stvari. Di se moraš srečati s svojo mejo vsake tok. Če se ne, pol si comfortable, pol ni rasti tam, a ne? Tako da ta challenge je velik del moje filozofije zdaj, tudi v coachingu, ko delam s strankami, je pač, kaj je tisto, kar je zate challenge v tem trenutku. In zdaj, lahko gradiva to kapaciteto skozi neko fizično stvar, tako kot sem jaz recimo imel, lahko je pa ta challenge, ne, moraš imeti težek pogovor s tvojim šefom, s tvojim zaposlenim, z nekom drugim, moraš dati nek feedback nekomu, moraš, ne vem, odpustiti stranko, ki ti žre živce, veš, teh težkih stvari, ki jih vsi imamo, kogarkoli zdaj vprašam, če tebe vprašam, veš, kaj je ena težka stvar, ki jo ti zdaj odlašaš, ki veš, da bi jo mogel narediti, ampak jo malo ne.
težka, to je zdaj tako težka, ampak recimo to, novega editorja najti. Ja. Pač ni simpel, spet vplival bo na proces naslednjih 2 let, verjetno tega, kako bomo ta podcast delali. Absolutno. In tukaj je ta stvar, točno to, kar si zdaj rekel, ne? Zdaj ti je to verjetno ful težji, kot ti je bilo čisto na začetku. Ker še nisi imel nič za pokazati, zdaj moraš ti nek standard vzdrževati. Ne? A veš, da bi rekel ja, če ne bi toliko zaupal vesolju. Ja, ok. Res, Ja. videl sem, da ko spustim, Da se zgodi. da sam vidim ta del mene, ki je prestrašen, povezan je velikrat s financami, ne bi rad bil spet broke, a ne? Ja. In ga opazim in rečem, lej, pač mogoče morava pa priti skoraj do nule, da boš dojel, da te ne rabi biti strah. In pustim. Ja. Ne pomeni to zdaj, da jaz ignoriram stvari, pa nič ne spremem, nič ne delam. Ja, Pizde, stari. Pride stvar kle, kar naenkrat se nafila, veš. Ali pa recimo, kad dogodek organiziram, pa kad začneš prodajati karte, pa si tako fakt, stari, a bo kdo kupil, itd. In jaz tako nazaj stopim, lej, pač, kar bo, pogledam dogodek po enem tednu, pol kart razprodanih, sem tako, komu jaz sem v napoto, kle. Ja. Veš, zakaj sem jaz tiskal v napoto. Ja. Tako da ja, iz tega vidika bi rekel, da mi ni mi težko. Jaz mislim, da je privilegij. Ja, ker si se naučil spustiti. Ne? Privilegij je delati težke stvari ali pa delati naporne stvari zase, Ja. ker si jih sam zbral. To je privilegično. Absolutno. Vse mislim, da o tem govoriš. Ja. Absolutno. Ja. To je ful velik privilegij, ki ga pa dostikrat ne izkoristimo. In sploh, veš, ko si ti uspešen enkrat, si nek VP v neki orang firmi, ne? Stakes are higher. Ti imaš ful za zgubiti. Veš, na začetku so vsi hustleri, pač ja, ti si študent, nimaš nobeni odvisen od tebe, nimaš kaj zgubiti, nimaš reputationa, nimaš keša, nimaš bajte, nimaš avta, nimaš nič. Igraš pod realnimi pogoji. Pač ja, veš, ampak ko si pa ti nekje, ti imaš reputation, ti imaš neko identiteto, ki si jo zgradil, ti imaš investicije, hišo, mortgage, veš, 1 milijon stvari, ki jih imaš za zgubiti, če spremeniš svoj način. In postane to ful težje. In tukaj jaz mislim, da je ta element challenge, nekaj, kar si ti daš, da se spravaš malo na rob, ful pomemben, da v bistvu vidiš, pa da se naučiš to, kar si ti ful lepo zdaj opisal, ne? Spustiti. Ker ugotoviš, da tudi ko sem na robu, life will take its course. Nekaj se bo zgodil, kar bo naredil, da bo na koncu prav. To ne pomeni, da bo vmes lušten in dostikrat ni, kako te ta pot pele, ampak na koncu pa priješ do nečesa. Ja. Ne te ne bo strah delati težkih stvari, oziroma napornih stvari. Pa ne sam, jaz grem tukaj malo dalje. Jaz ne bi rekel, ne te ne bo strah, ampak aktivno delaj to. Bodi proaktiven v iskanju težkih stvari. Zanj sem bil na ekonomski fakulteti, ki je bil Adam Grant. Je prišel kot gost, imel predavanje in je rekel, če ti imaš 3 velike fejle na leto, ne delaš dosti velikih stvari. Se pravi, ti moraš strečati se, da rasteš, da napreduješ. Ne? Pa ta napredovanje ni nujno v smislu financ, pozicije in tako naprej, pa napreduješ kot človek, napreduješ bližji sebi, če sva pri tej temi. Tako da challenge en ful pomemben del. Drugi del, ki je pomemben, je narava, iti ven, ker ti v boksu ne boš nikoli našel rešitve za to, kdo si. Pač ti moraš iti ven. In tukaj je milijon raziskav narejenih o vplivu, hoje v gozdu, biti zunaj v naravi, kakšen vpliv ima to na kreativnost, na produktivnost, na clarity, na vse. Tam je fascinantno, ja, to se strinjam. To je absolutno. Premalo poudarka se na to daje. Ful premalo. Pa vsi vemo, komorkoli to rečem, ja, se res, kaj grem pa na sprehod, pa dobim dobre ideje. Ja. Dejansko bi bilo dobro, če bi podjetja zaposlenim dala pač od 8 ur, recimo, od 8 ur imaš ti 1 uro za malco, pa 1 uro imaš za sprehod v naravi. Kar pomeni, da pač ti lahko greš ven,
Ko Brez eni uri boš ti problema. podelal, mislim, kar se tiče kreativnih problem solvinga, to boš rešil več, kot bi v Točno 3 to, a ne. tednih v pisarni. Točno to. Ja, To okej. je drugi element. Tretji element, ki je pa moja osebno number one vrednota, svoboda, freedom. In kako jaz vidim freedom, point je v tem, da si ti. In vidim tukaj ful izobraževanj, ima v resnici, te poskuša v nek frame dati, v neko škatlo dati nekaj, ti si pač tak, pa tako je treba. In jaz sem pa vedno ful izhajal, zato sem jaz dostikrat ful problem prodajati karkoli. Tudi coaching konec koncev imam dostikrat challenge, ker jaz iskreno verjamem, da vsak Ja, vem, ko si rekel. vsak ve, kaj je za njega najboljše. Ja, In a veš, kdo sem zdaj jaz, da bom te prišel, pa ti bom dal neko rešitev. yep. In zakaj meni coaching tako blizu? Je, ker coaching pa v bistvu ravno to dela. Coaching, jaz ne pridem te rešitve dati. Jaz pridem tebe sam podpirati na tej poti, da ti najdeš svojo rešitev. In zato mi je to v bistvu tako vrednotno meni tako blizu. In se mi zdi tudi ključen del, da ti lahko najdeš, kdo pa ti res si. Ker tam zunaj ne boš najdel odgovora. Odgovora ne boš najdel v naslednji knjigi, pa v naslednjem frameworku, pa v naslednjem hacku, pa v naslednjem kursu na Courseri. Tam ni odgovor. In to vidim ful veliko napako, ne vem, sabbatical je zdaj ena taka stvar, ki je tudi relativno popularna, pa veliko ljudi si ga hoče ali pa gre na sabbatical, ne. Ali pa ne, zdaj se pogovarjal s par founderji po exitu, sprav, ki so prodali firme. Ful velikokrat vidim ta vzorc, ali pa tudi ljudje, ki pustijo službo, ker imajo dost burnout, whatever. Ful velikokrat vidim ta vzorc, da se poskušajo zamotati z drugimi stvarmi. Ali najdejo nek drug job, ali grejo potovati. Sprav, vse možno delajo, samo da se jim ni treba soočati sami s sabo. Ker to je ta težek del. In ful je fajn, ja, pa veš, gremo potovati, pa gremo si čim več dogajanja dati okoli, zato da se lahko distraktiramo od tega, kaj se tleno dogaja. In kar jaz poskušam narediti, je pa ravno to. Pač, dajmo ljudi spraviti pa nazaj sem. Se pravi, to je pa četrta točka, je pa ta alignment med mind, body, emotion. Dajmo to probati integrirati, dajmo spraviti skupaj, dajmo razumeti, kaj se dogaja. Danes sva ful o tem že govorila. To pa je pa še 5. točka, je pa service. Bravo. Ker Bravo. dokler ti delaš sam za sebe, in to ti velikokrat govoriš, in je ful pomemben del, in mi je ful všeč, recimo, kaj delate kaj ti scam že, ki si bil Z Maticom Novakom, z Maticom, Modri ne, junaki. kaj delate, ja. A veš, to je pa ta del servisa, ker ko boš ti delal za nekaj, kar je večji od tebe, takrat si res lahko at your best. Amen. In teh 5 elementov se mi zdi, da če jih spravimo skupaj v neko strukturo, lahko odklene marsikaj. Ja. Jaz bi se tega zadnjega malo še dotaknil. Se mi zdi, da je ful pomemben, pa se ga premalo zavedam. Oziroma ne. Ko en lost form of art je rato. Ker temelji na dajanju, brez da pričakuješ karkoli v zameno. Da je nekaj večji od tebe. Mislim, da smo to malo zgubili s tem, ker nas je religija oziroma cerkev pustila na cedilu z vsemi temi stvarmi, ki so prišle ven, pa namen od zadaj, pa denarja, ne vem koliko, pa v bistvu sam neka hinavščina. Zelo individualistična družba je ratala. Pač ja, individualistična družba in nima več nečesa, kar je večje od njih prikazano. Veš, če ti pogledaš, zakaj je Bog dober, kakorkoli si ga bo kdo opisal, lahko je vesolje, lahko je Bog. V bistvu gre za stvaritelja, torej nekoga, ki ni nič. Skupna točka nam je. Skupna točka nam je. In daje nam vedeti, da nismo mi nič več od tega drugega sočloveka, da drži nas nekje, plus vedno se lahko obrnemo k njemu, k njej, k tej stvari, z tega vidika, da vemo, da nismo sami. In ne vem, kdo je rekel to, Cat Williams ali kdo je rekel, everybody can be compromised, but you. Torej, vsi okoli tebe so lahko pokvarjeni, ne vem kaj vse, pa ne govorim tega iz grožnje, ampak iz tega, kje ti imaš dejansko kontrolo.
In da v bistvu ti, ki se tega zavedaš, se zavedaš, da si ti pač v bistvu samo lastne vrednote, ki jih projiciraš ven skozi svojo izkušnjo. Torej, odločitve, ki jih sprejemaš, definirajo, kdo si. Ne to, kar govoriš, to, kar delaš. Da vedno imaš pa ob sebi nekoga, komu se lahko vedno obrneš, zatečeš po pomoč, ker je rata težko, da ti teh vrednot ne bi mogel več delati. In ljudje smo zgubili stik s tem drugim in mislimo, da je vse okoli nas in je vse umsko in je vse jaz boljši od njega, boljši od te. Servis te pa postavi v pozicijo tega, da se ti fokusiraš samo na giving aspekta. In me zanima, če greva lahko malo bolj podrobno, zakaj si servis zbral kot enega izmed 5 ključnih elementov? Zares, če lahko izhajaš iz sebe. Ena stvar, ki sem se naučil zdaj v tem obdobju, je, jaz sem naravno, jaz nisem razmišljal o tem. Ampak kar mi je dalo, jaz sem full reach outov delal ljudem. Dobival sem se na kavah, na pač pogovorih. In sem pomagal. Coaching. Pač karkoli sem videl, da lahko. In meni je to full dal nazaj, po eni strani samozavesti, da imam nekaj za ponuditi. Po drugi strani pa nekega zadoščenja. Pač tega feelinga, pa motivacije konec koncev, ker sem videl, da imam lahko pozitiven učinek na svet okoli sebe. In vidim tudi, koliko nam tega v resnici manjka. A veš, jaz mislim, da pa že to se velikokrat brejka, ampak če gledaš ta servis v pravem pomenu besede, zelo ozko je usmerjen. Ponovadi, nase itak, družina je ponovadi še to, do kamor to seže, pa že to včasih ne. A veš, pa je nek ožji community, sosedi, pač, nek frendi, ta del. Pa se pa počasi to konča, Ja. A veš, medtem ko ti bolj, ko uspeš širiti ta svoj krog. Tukaj eno ful dobro knjigo sem bral, ki je lihkar išla, You and We. You and We. You and We. Ok, bomo dali spodaj. Je Jim Farrell. On je napisal tudi Leadership and Self-Deception. To sem ti verjetno že priporočil, kdaj to knjigo sem priporočil. Res? Ja. Nismo ne spomnili se, ampak bom si pogledal. Okay. Tudi to bomo dali spodaj. Cool. Meni spremenila življenje in ta spet. Kaj on govori? On govori, da noben od nas v resnici ne obstaja individualno, ne obstaja v izolaciji. Vse, kar je v interakcijah, je v prostoru vmes. Ti nisi ti. Ti si v bistvu ti v odziv na mene v tem trenutku. In jaz sem v odzivu na tebe. In če grem jaz zdaj z nekom drugim, bom malo drugačen jaz, ker bo on reflektiral nekaj drugega. Skupaj v bistvu ustvariš novo vibracijo. Skupaj ustvaril novo realnost. V knjigi je ful enih dobrih analogij, ampak ena, ki mi je ostalo v spominu, je čist iz kemije. H2O, voda. Kaj ti rabiš, da vodo narediš? Vodik, kisik. Rabiš 2 atoma vodika, pa atom kisika. Ampak, veš, kar mi ful velikokrat delamo v odnosih, da poskušamo to mrdžati. Se pravi, jaz se bom malo prilagodil, veš, da bom te postrezil, ti se boš malo prilagodil, da boš meni ustrezil. Ja. Ampak, veš, to je tako, kot bi vodik poskušal postati kisik, pa kisik nič ne bi nastali iz tega. Se pravi, če mi želimo ustvariti nekaj novega, mi rabimo različnost. Mi rabimo, da si ti vodik, pa sem jaz kisik, ali pa obratno. In mi dva morava zadržati te najne lastnosti, ampak to zmržati skupaj. In takrat nastane nekaj čist novega. Veš, ti z vodika kisika dobiš vodo, ki ima čist drugo obliko, ki je nekaj drugega. In veš, on govori o tem, da tam je ena analogija iz nemščine izvira, du, tam imajo zi pa du, se pravi, ali vikanje pa tikanje, basically, Ker v angleščini ne poznajo tega, Ne. In nemščina ima, slovenščina ima tudi, Oni pravijo, da ful odnosov, ki jih imamo, je v bistvu na ravni vikanja, ker je to, da sva midva
pa zdaj ne bom naredil justice temu, kako je to tam opisan, ker ne znam to dobro opisati, ne. Ampak veš, sva na neki ravni, kjer oba igrava malo vlogo, recimo. Ne? Ne bom te jaz spustil čist v mene, ti mene ne spustiš čist v sebe. Pa mislim, da sva danes sicer precej na drugi ravni, ampak in general v odnosih, ne. Ja. Medtem ko Magic se pa zgodi, ko mi to mejo vmes zbrišemo in gremo na ta natikanje, če temu tako rečemo. Ne? In iz nemščine on reče, ne, da ti moraš dobiti dovoljenje od nekoga, da ga lahko kličeš du, ne, da se pravi, da ga lahko tikaš. Podobno kot v slovenščini. Ne? Spravi, jaz ne morem kar prideti, pa jaz začeti, s tikanjem, ker mogoče ti nisi pripravljen za to. Če zdaj to analogijo naprej peljeva. Ti me moraš povabiti v to, in jaz moram tebe povabiti v to, in tam se pa pol Magic zgodi. In se mi zdi ta servis del, ne, bolj, ko mi uspemo razširiti krog ljudi, ki jih tikamo, ki jih spravimo v ta ozek circle, boljš pa lažje bomo živeli. Kako to naredimo? Praksi. Jaz mislim, da je tle servis ta odgovor. Se pravi, da ti greš in ponudiš to ranljivost in ponudiš svoj svoje tikanje, ne, drugim osebam. Ko se ti odpreš, to povab druge, da se ti bojo odprli. In zato, to je recimo eden od razlogov, zakaj meni tvoj podcast pa vse še kakšen ful všeč, ker to je genuine pogovor. In gre v globino. In ti se odpreš, kot si danes rekel, mi je bed to deliti, ampak bom. Ker si delil tisto po slikavah telesa ali pa v tem insightu, ki si ga imel s hčerko. Spominjati. Sam to je magic odnosa. Pol, ne? Ampak ta odnos, ti nikoli ne bi tega rekel, če ne bi imel feelinga, da bom jaz to sprejel. Ja. Pa tle imava še širšo publiko, ne? Pa da ne bi imel confidenca v ta community, ki si ga zgradil, da zna to shendlati, pa da si safe v tem. Bolj bi rekel, da jaz ne bi tega sprejel v sebi, ker je resnica. Ja. Jaz sem se odločil, da bom pač resnico sprejemal v sebi, brezpogojno, mislim. Pač, če je se zgodil, bo neka zgodbica okoli tega, ne? Ampak pustimo zgodbico. Jaz nimam občutka, da stvarmi, ki jih delim, to recimo, ki sem delil, pa to. Jaz sem se znebil občutka, da bi to delal zaradi kakršne koli pozornosti, ne? Ali pa česarkoli drugega, kot samo to, da če je prišlo gor, je pripravljeno iti ven. Absolutno. Sabeš, koliko teh stvari pride gor, pa jih ne damo ven. Pa ne zaradi tega, ker, vemo, da hočemo s tem dobiti neko sprejetost ali pa karkoli, ampak se bojimo zavrnitve. Doskrat. Točno to, ne? Ti bi lahko danes rekel, jaz pa nočem izpadeti, tako, pa nočem, da ljudje vejo to v meni, pa pač ne boš tega rekel. Tudi če je prišlo gor, saj ti si začutil to, ne? Pa se si še rekel, ne morem verjeti, da bom to zdaj rekel. To je ta jezikovno, v umu je bilo tega filtra, čem res, da je to reči. Ja. Saj je bil zelo hiter, mogoče je bilo to za 100 sekunde, pa si takoj šel naprej, ker je pač to tvoja vrednota, da daš ven, kar pride, ne? Ampak, pojav se. In zelo veliko ljudi pa to ostalo. In če pomisliš, tudi meni se velikokrat zgodi, kolikrat imaš neko misel, moram poklicati babico, ali pa lahko napišem nek note of appreciation nekemu zaposlenemu. Dobiš to misel, pa kar spustiš, pač ne narediš tega. Just fucking do it. Pač res. In jaz mislim, da to je servis. Da te male impulze, ki jih vsi dobimo, za neke male stvari, ki jih lahko naredimo za druge, brez, kot si lepo rekel, brez pričakovanja, da je zdaj to, zdaj pa, ki sem jaz zate to naredil, boš pa ti nekaj zame nazaj. Just do it. Ja. In če to uspeš delati, prvič, kar se bo zgodilo, bolj ko boš aktov, bolj ko boš naredil te stvari, več teh stvari boš dejansko dobil kot ideje, ne? Ja. In se to sam širi. In zame je to ta servis, ne? In v okviru programov, ki jih pa delamo, zdaj delam tudi neke skupinske programe,
Je pa tudi to, veš, če nas je tam 5 ljudi v neki kohorti, v skupini, pač ta servis je baked in. Mi smo tam tudi en za drugega, pomagamo en drugemu, se podpiramo, se držimo accountable, pač je ta del servisa pomemben del celotne zgodbe. Sprav, tam ni 5 posameznikov, ki pridejo svojo zgodbo. Ja, pridejo vsak svojo zgodbo razdeljevati, pa svojo stvar delati. Ampak kar se bo pa zgodil, je pa, da teh 5 ljudi so in service of each other. Zdaj se ena misel mi je gor prišla. Za recimo ljudi, ki so v obdobju, ko ne vejo, kaj bi delali. Ja. Je lahko servis en zelo lep odgovor, kako zapomniti svoj čas. Absolutno. Najti nekaj, s čimer daješ, in daj to, kar lahko daš, ker boš ugotovil, kaj lahko sploh daš. In slej, ko prej boš iz tega ven prišel nekako lahko tudi s kakšno biznis idejo. Okay, kako jaz zdaj lahko to dajem na skalu? In če iz tega izhaja tvoja pač poslovna ideja tudi, wow, stari. A boš sploh kdaj lahko se naveličil tega, kar pač brezpogojno radi daješ ljudem. Veliko ljudi bi radi pomagali. Prav ja, ne morem, itak ne vpliva na nobenega. Stari, pomagi sosedu. Exactly. Štekaš, sigurno je nekdo tam, ki mu lahko pomagaš. Čez cesto babici, pa je to dom za ostarele. Največ, ali pa najmanj, kar lahko vsak da, je svoja prezenca. Tudi če nimaš nobenih skillov, nič ne znaš, izobrazbe, whatever, lahko si tam. Najmanj in največ. Najmanj in največ, ampak najmanj v smislu tega, a veš, kaj je potrebno za to. Effort, nič ne rabiš za to. Ja. Sam biti moraš. A veš, pa je to dom za ostarele, bod tam z ljudmi, pogovarjaj se. That's it. To je tak servis, da si sploh ne predstavljaš. Na vsakem, jaz verjamem v eno stvar, da z vsako človeško interakcijo dobimo priložnost, da smo bližje ljubezni. Torej, predvsem do sebe. Ker ti zelo hitro boš opazil na človeku nekaj, kar te mota. Taki smo. Oziroma, dokler tega ne pač ozavestiš. Včasih lahko samo opazuješ ljudi in so lahko to najbolj sitni ljudje na svetu in probaš najti nekaj lepega na njih. In s tem treniraš ti svoje možgane, da iščejo dobro. Absolutno. In bolj kot ti iščeš dobro, več dobrega te bo najdlo. Več dobrega boš videl okoli. In dajanje je pa nadgradnja tega, zato ker ti manifestiraš dobro. Ampak res je to dajanje lahko kdaj tudi čau babi, Ja. Kako si? Kako pa to, da me kličeš? Ne vem. Mislim, veš, tle, že to, vsi imamo te impulze. Vsake tok. Nekaj lepega napisati, poklicati nekoga, neki. Pa pač v tistem trenutku ne narediš tega in politek pozabiš, pa greš naprej. Ne rabiš sploh iskati, kaj bi lahko pa delu drugim. Daj sam te stvari začni poslušati, pa naredi. Dobiš impuls, da nekomu napišeš sporočilo, just do it. Jaz bi se s tabo malo pogovoril glede coachinga pa tega, kako se lotevaš. Ker se mi zdi, da je to en dost velik del tudi moje poti, s čimer se tukaj ukvarjam, ampak sem malo iskreno zgubljen. Okay. Ne razumem čisto točno, kaj je tisto, kar ljudem lahko dam, ampak skozi ta pogovor zdaj sem začutil, da nekako si ti podoben izziv rešval zdajle, kar nekaj časa. Tako da mogoče bo še en podcast ali pa bova se tako pogovorila. Ampak me res več zanima, ker se želim ljudem dati tudi ta del sebe, ki trenutno ne čutim več tako povezanega z njim, ker sem tudi nehal delati workshope in vse. Okay. Zaradi tega, ker nisem bil več jaz. Delal sem nekaj, da bi delal na silo. Ful so mi ljudje lepe stvari govorili, dobre feedbacke sem dobil, tudi slabe feedbacke sem dobil in sem bil tako, ja, res, prav imate. Ampak ne čutim, da lahko dam sebe, tako kot sem dajal na začetku. In me zanima, kam me bo pelal. Vem pa, da s tem lahko še naprej veliko dam in bi rad dajal. A v tem trenutku čutiš sebe, pa da daješ to, kar si res? Zdajle? 100%. Okay. Pač, tle mi je jasno, je sploh v takih pogovorih, že se občudujem na drugi strani ljudi, ki se čut skozi dialog, da izhajate iz lastne izkušnje in da ste, se zdaj spet jaz govorim nekaj zate, da ni res, štekaš. To je zdaj moj filter. Projekcija, Projekcija.
da si šel čez določene stvari, s katerimi se lahko poistovetim, da si razbil te delčke sebe, ki so te ovirali do tega, da si lahko flow pustil, da steče ven. In Ja, jaz bi Me rekel, polni me. sem imel momente tega. Jaz mislim, da je to constant work, jaz mislim, da nikoli nisi tam. Ali pa to je moje trenutno razmišljanje. Je pa full fine, da zase ugotoviš, pač, kaj so neki triggeri, ki ti to lahko sprožijo. Ker jaz mislim tudi, ko se pogovarjam z drugimi, to pride, ta clarity, ne, pride v trenutkih jasnosti, ki jim pa spet sledi. Veš, to je tako, ko ja, megla. megla, neka reorientacija. Ne? To je tako, ko greš v hribe, veš, pa je megla, pa se za trenutek zapiha, se ti sprosti, pa vidiš cel razgled dol in pa spet pride nazaj. Ne? In jaz mislim, da tukaj zelo podobno deluje. Pač ti skozi neko pot, po kateri greš, prideš do tega trenutka jasnosti, ki ti reče, tam vidim cilj, tja moram iti. In pol pač ti po megli hodiš naprej, ker veš, da je tja. In valjda, ker greš po megli, malo zaideš, ne? In pol se prestaneš tam, in pol se ti spet malo sprosti ta trenutek jasnosti, pa vidiš, ne, v bistvu moram course correctati, pa moram iti tja. A bi rekla lahko, da je megla, da so to v bistvu misli? Veš, kaj mislim? Jaz mislim, da niso sam misli. Ker, veš, misli je tudi tja moram iti. Sprav, tako, kot si prej ful dobro rekel, ne, ta je lahko zelo dober služabnik, ampak zelo slab vladar, ne. Tako da misli tudi pomagajo. Misli so tudi te, ki ti rečejo, tja moram iti, pa zakaj hočem iti tja. To so vse misli. Ampak trigger za to je pa globi noter, ne. In jaz mislim, da tudi megla je v resnici globi noter. Ker megla so vsi te vzorci, ki jih imamo, so naši obrambni mehanizmi. Nezavedno. So velikrat nezavedno, včasih tudi zavedno, pa jih ne znamo še preseči, ne. Ja. Tako da jaz bi rekel, da vse to je megla. Ja, ok, aštek. Ja, hodo. Borut Jeglič. Kako se počutiš, mi povej? Nekaj je gledati podcast, poslušati podcast, zdaj si pa kar v njemu in kakšna izkušnja? Ful dobro, v resnici zame to sploh ni bil podcast, ampak pač pogovor s tabo. Tako da kar ful cenim, kar sem ti že prej rekel, pri tebi pri podcastu je, ker greš deep. In si tudi ti pripravljen iti deep. In to naredi to res vredno. Ja, traja dolg, ampak je kvaliteten čas. Relativno je, traja dolg, res je relativno. Ja, točno to. Nekdo se bo najdel, ki mu bo ta podcast najboljši ever, nekdo se bo najdel, ki bo rekel, kdo sta te dva bluziča stari. Itak, which is ok. Lepota tega je, da nismo vsi za vse, točno to. Meni si pustil z lepim občutkom. Večkrat Enako. sem užival v pogovorih s tabo, ampak to, kar sem danes užival, še nisem. Jaz mislim, da nikoli nisva šla tako deep. Mislim, tudi, da si nisva toliko časa vzela. Nisva si toliko časa vzela, plus to so slišali malo čudno. Jaz sem bil druga oseba takrat. Jaz, ko sem delal s tabo, sem tudi igral vlogo. Danes mislim, da nisem igral nič. To sem jaz. Jaz mislim, da sem že takrat videl to, kar zdaj vidim. Ja. Pa me niti ni motil, kaj si projiciral na ven, to, kar zdaj praviš, da je druga oseba, pa to. Ja. Zato, ker sem tudi jaz od tistega imel velika, ne. Tako da hvala tistemu Borutu za vse, kar mi je dal, in hvala temu Borutu, za kar mi bo dal. Vesel sem, da se zavedaš, da je sprememba stalnica življenja in da se ne bojiš, in da greš zavestno v to. In tako da, jaz sem vesel zate, no, iskreno. Cool, hvala. Res, ja. It feels good. Odlično. To je to. Zaključimo.